norosti tistega časa. To je bil Franc Kozina, ki je bil med 3500 vržen v Brezno, Macesnova Gorica, kot se sedaj to ve. Ne. Tam je bilo tako, oni so jih načeloma streljali v tilnik, to je ta bolševistični model, in metali gole praktično, ali pa v spodnjih hlačah v tisto jamo. In to je truplo na truplo. Malo kdo je bil takoj mrtev. Ta trupla so potem tam umirala, oziroma ti ljudje obstreljeni so umirali. Nekateri so pa skočili v jamo ali pa so bili samo obstreljeni in so bili popolnoma živi. Med njimi je bil tudi Franc Kozina in med njimi je bil tudi Milan Zajc. Oba sem jaz imel priložnost spoznati in jo snemati. Tle se zdaj ta grozljiva zgodba začne. Oni so pripovedovali o nekih stranskih rovih, da so se pol umaknili v stranske rove tega Brezna. Tam pod Krenom tega ni. Kaj, pol se tudi tukaj tudi prevara, v katero je bil pleten nekdani predsednik Kučan, ko smo spravno slovesnost leta 90 uprizorili pred Breznom pod Krenom. To je bila prevara takratnega režima, čeprav so oni točno vedeli, da so Slovence pobijali v Macesnovi Gorici. Tudi tisti točki. So zamenjali lokacijo. Ja, oni tam je bilo tudi Brezno, ampak tam so pobiti predvsem Hrvati, Črnogorci in so zavedli takratne organizatorje, tudi katoliško cerkev in svojce, da so uprizorili takrat tisto veliko slovesnost pod Krenom. Dejansko so pa zdaj, ko se vemo, da so pobiti v Macesnovi Gorici. No in med njimi recimo Milan Zajc, se je s kolegi nekaterimi preživelimi, tista trupla so ječala, to je bilo grozljivo, si ne moreš predstavljati. Ampak gledajte, Milan Zajc je bil 6 dni v enem od teh rovov. V glavnem so vsi pol pomrli, so bili ranjeni. Gledajte, tisto neki so eno deževnico so nekje lovili, da so to. Milan Zajc to je bilo grozljivo, mi gre grozljivo. Prišlo je tudi do kanibalizma. In on se je potem uspel rešiti, ker so partizani minirali po vsakem pomoru, vsak večer, so metali noter granate, ravno zaradi tega. Ja, ampak so potem tudi minirali, da se je Brezno sesipalo in potem je padlo kakšno drevo dol. Po tem drevesu je Franc Kozina, ki je bil izreden možakar tam iz okolice Ribnice, močen fant, je spravil ven kar nekaj kolegov, tudi ranjenih. Enega največjega prijatelja pa ni mogel, je bil pretežak in je obnemogel in ga je tam pustil, je bila tudi to travma. Ampak na ta način je tudi Milan Zajc vam pobegnil prek enega od teh dreves po noči. Okrog je bila straža, ampak ta partizanska straža je bila seveda pijana, ker to se je dogajalo v enih, kaj ne rečem,